Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli ponovno v oddaji I am Young, mladost brez meja, v kateri vsak teden predstavljamo vrhunske slovenske mlade liderje in liderke in tako dokazujemo, kako, bom rekel, odličen kader imamo v Sloveniji in koliko talenta premoremo. Danes je z nami Urška Kajtner, MČM Top Potencial leta 2020, sicer pa vodja operative v podjetju Mesi in predsednica programskega odbora MČM Young Leaders kluba. Urška, dobrodošla. Ja, hvala lepa za vabilo. Me veseli, da si se odzvala po vabilu in da se bova danes pogovarjala. Pa deva začeti malo drugače. Danes povej mi 3 stvari, ki jih ljudje morajo vedeti o tebi. Ja, mogoče ne začnem pri mogoče nekih osebnih vrednotah. Jaz si vsaj mislim, pa upam, da to res drži. To verjetno potrjujejo tisti, ki me poznajo, da vedno izhajam iz dobrega in iščem v ljudeh res dobro. In me zelo osebno prizadene ali pa frustrira, ko vidim, da ljudje ne izhajajo iz dobrega, da izhajajo iz pohlepa, zavisti, negativnih čustev, sovraštva, zamer. Tako da mislim, da tudi če delam kakšne napake, se mi zdi, da so nekako da sem se nekje v procesu dobrega spotaknila, ne. Tako da to se mi zdi, da je pomembno vedeti, kar menim, da je v bistvu darilo in prekletstvo hkrati je to, da sem izjemno radovedna, kar pomeni, da vse posod bi bila, vse bi probala, vse me zanima in karierno gledano to vedno ni dobro, ne, zaradi tega, ker je tvoj fokus zelo razpršen, tako da sem to karierno sidro v HR-u, bom rekla, začela razvijati pred leti, in mi ni žal. Tako da to je ta moja iskriva radovednost, ki me vleče na 100 koncev vedno. Kot tretje pa mogoče to, da je današnja gostja Medeja Lončar moja prva zaposlovalka, prvi stik s poslovno skupnostjo v Sloveniji, moja prva delodajalka, moja prva mentorica. Se že veselimo tudi gospe Lončar, ki pride kasneje v studio. Omenila si tvoje sidro kariere HR, torej upravljanje s človeškimi viri. Kaj pri tem področju je tisto, kar te vsa ta leta žene naprej, da si še vedno strastna pri svojem delu? Ja, rada imam to besedo strastna, ful se veliko uporablja. Jaz mislim, da kot kadrovik ali pa kot nekdo, ki se ukvarja z ljudmi, ne glede na katerem nivoju te funkcije, ali si v nekih bolj support funkcijah HR-ovskih, ali pa mogoče v tistih, ki so blizu ali pa z roko v roki gredo s posloma, ne. Jaz mislim, da je ena taka temeljna vrednota skrb za ljudi. Človek ti mora biti res vrednota v vsem svojem sijaju. Tako da to je zelo pomembno, da res rad delaš, da rad gradiš odnose, razvijaš ljudi, se z njimi pogovarjaš, to ti ne sme biti naporno. Ampak mestoma je, ker prevzemaš tudi veliko energije, ki ni tvoja. Tako da mislim, da mora biti ena taka odpornost prisotna pri človeku kot ena kompetenca zelo močna, ker te seveda to absolutno bogati, ampak tudi utruja. Tako da to mislim, da sta dve neki taki ključni stvari, pa ko si enkrat v poziciji, kjer imaš ekipo, jaz mislim, da pa mogoče to ni vezano samo na to funkcijo kadrovsko, ampak jaz recimo res uživam, ko vidim, da moja ekipa ve več od mene, je bolj kompetentna od mene, sploh od teh globokih strokovnih poudarkih funkcij, ki jih opravljajo, no. Tako da večno učenje, to je verjetno tisto, kar je v HR-u pomembno, ker je zelo, zelo širok in zanimiv pojem. Zdaj, v poslovnem svetu pogosto poslušamo o iskanju kadrov. En tak, bom rekel, buzzword oziroma beseda, ki se pogosto ponavlja, besedna zveza je generacija Z. In o njenih karakteristikah seveda. Ali bi rekla, da se da eno celotno generacijo posplošiti na določene karakteristike in če, katere so tiste recimo pri generaciji Z, ki so najbolj prevladujoče? Jaz mislim, da vsaka generacija je odraz nekega zeitgeista, nekega duha časa, neke kulture, sistema, okoliščin.
Mislim, da tudi je to zelo dobro viden z perspektive nekih razvoja organizacije, to dobro pogledati, recimo, ali pa z razvojem leadershipa vidiš, kako so te generacije napredovale. Nobena generacija bi rekla, da ni slabša ali pa boljša od prejšnje, je samo drugačna, tako da mogoče je pametno ne si želeti spreminjati generacije, ampak se prilagajati na njih. Kar se tiče nekih razlik, jaz imam zelo veliko kolegov v resnici, ki so pod 30, kar je generacija Z, nekje med 14 in 29 letom, in oni so že globoko v delovnem procesu in moram reči, da gre za izjemne posameznike. Ne morem reči, da vidim neke res občutne razlike, ki pa tako ven udarijo, da bi jih zdaj lahko zagrabila, pa tle se bi o njih pogovarjala. Ampak kar pa mogoče je bolj izrazito, je pa to, da dejansko potrebujejo drugačen način vodenja ali pa dejansko potrebujejo vodenje. Če mogoče malo s primeri ponazorim, bistveno več potrebujejo nekega smisla, da razumejo, kaj delajo. Povratne informacije, konstruktivne, da vedo, kje so, možnosti za napredovanje. To je generacija, ki je odrasla z digitalnimi orodji, z socialnimi omrežji. Mogoče je to posledica tega, da rabijo skozi majčkeno spodbude, ker če razumemo, kaj je, recimo, mi smo odraščali v duhu dela naših staršev, moja mama je bila 30 let na isti poziciji, to so bili časi, kjer si bil vesel, da si službo dobil, nisi se spraševal o povišicah plač vsako leto, ambiciozen, če si bil, je že bilo tako, ne se veliko spraševati, deli in bodi priden, in to je vplivalo na naš začetek, ali pa vsaj recimo na generacijo mojo, 85 plus. Ampak smo iz tega okvirja tudi potem s časom, vsaj zadnjih 10 let tudi mi stopili ven. Ja, v zadnjem obdobju se pogosto sliši tudi termin work-life balance. Če govorimo zdaj o top poslovnih liderjih, bi ti rekla, da je možno z 8 urami dela na dan, potem zapremo računalnik in gremo domov na prosti čas, ali je možno na ta način postati top poslovni lider oziroma liderka? Kratek odgovor bi bil verjetno ne. Lahko pa to malo razložim, pa damo kontekst. Jaz mislim, da se moramo vprašati najprej, kaj je top lider, in kak proces te pripelje do tega, da ti postaneš nek top lider ali pa vzorni vodja. In to je predvsem skrb za ljudi, za organizacijo, za poslovni rezultat. In zelo težko gasiš požar, se pogovarjaš o strategijah, si na voljo svojim ljudem, še kaj narediš operativnega, ker mimo tega zelo težko lahko gremo. Zelo težko to narediš v 8 urah ali pa točno med 7 in 3. Tako da tudi to je neka velika vrednost vodij, da so na voljo takrat, ko jih potrebuješ, in včasih jih potrebuješ takrat, ko delovnik že poteče in je pravica do odklopa pride na vrsto. Tako da jaz mislim, da zelo težko. Se moraš pa vprašati, kje si v kariernem razvoju in kaj si pripravljen v tistem času žrtvovati. In če imaš zelo jasno postavljene želje in cilje in fokus, potem ti je to tudi veselje, ne pa v breme, iti ekstra. Zagotovo, ja. Ti imaš ogromno izkušenj z ljudmi, z različnimi kadri. Bi lahko izpostavila 3 stvari, 3 lastnosti, ki so skupne takšnim ljudem, profesionalcem, ki dosegajo nadpovprečne rezultate? Težko 3, ampak se bom potrudila. Nadpovprečen pomeni dejansko nadpovprečjem. Nadpovprečen delovnika, nadpovprečno razmišljajoč, nadpovprečno radoveden. Jaz mislim, da tisti, ki so nadpovprečni, morajo res imeti radi svoje delo, ker potem imaš tudi bistveno več energije, da se poglabljaš v svoje delo in tudi izven svojega delovnega časa o tem razmišljaš. Jaz mislim, da so to posamezniki, ki so, govorim zdaj res o top performerjih, ki so zelo jasno sfokusirani in znajo zelo dobro prioritete postavljati in vzamejo odgovornost v svoje roke. Moja recimo preferenca top performerja, kaj jaz mislim, da top performerjem ne sme manjkati, ne glede na to, v kateri poziciji so, je pa ta nek faktor X, ki ga zelo težko z besedami opišem. Gre pa predvsem za to, da človek zna zaznavati druge ljudi, da zna podatke ljudi, produkt, biznis povezovati, da stopi v prostor pa začuti energijo, da začuti vibe. In ve, kaj je v levem kotu se dogaja, kaj v desnem in naslovi vse tisto, kar
je neizrečeno v zraku in potem s tem nekaj naredi in prenaša v bistvu na tem nivoju vrednost organizaciji. Tako da to so taki skili, ki jih se zelo težko priučiš, ne. Ne vem, ali je to intuicija, ali je to kaj drugega, ne vem, kako bi to obesedila, ampak se mi zdi pomembno, da niso to samo take zelo tehnične kompetence ali pa strokovno znanje, seveda tudi, ne, ampak ja. Torej neka zmes večjih faktorjev. Absolutno. Ki rezultira v faktorju X. Tako. Super. Urška, najlepša hvala za enkrat, mi pa se vrnemo po kratkem premoru, ko se nam bo pridružila v studiu gospa Medeja Lončar. Pozdravljeni ponovno v oddaji I Am Young, Mladost brez meja. V moji družbi je bila malo prej Urška Kajtner, ki je še vedno z nami, ima pa s seboj posebno gostjo, tako da bom Urški kar predal besedo, da nam pove, koga je seboj pripeljala v studio. Urška, izvoli. Ja, kdo je Medeja? Celjanka, ne? Ugotavljava, da smo skoraj da ne odraščali v istem bloku. Medeja je direktorica Siemens Slovenije, predsednica uprave Siemens Hrvaška in do prejšnjega tedna direktorica Siemensa Srbije, kar je absolutno občudovanja vredno. Je pa si ljubka, človekoljubka. In absolutna podpornica in zagovornica pravic žensk, sploh in enakopravnosti med spoloma, sploh v tem zelo izrazito moškem korporativnem svetu. In moja prva mentorica, moj prvi stik s korporativnim svetom, ki je bil zelo lepo tlakovan. Tako da me ni vleklo pol nikamor ven. Najlepša hvala za to odlično predstavitev, Urška, in gospa Lončar, dobrodošli v našem studiu. Me veseli, da ste z nami. Hvala za povabilo. Kot je Urška že povedala, ste vodja Siemens Slovenija in vodja Siemens Hrvaška, do nedavno tudi Siemens Srbija. Siemens Slovenija vodite že 18 let, če moji podatki držijo. Ja. In zato me zanima, kaj je bila ključna stvar pri temu, da ste toliko časa, bom rekel, za volanom tega podjetja. Ja, kar se mene tiče, moje te inspiracije, da sem toliko časa ostala na čelu Siemensa, je predvsem to, da delamo v tehnološki branži, ki se izjemno hitro spreminja in s tem se spreminja poslovno okolje, in ti ni dolg čas, ker meni je znalo kdaj tudi, če bi mi bilo dolg čas, bi verjetno odšla prej, ampak se je dogajalo toliko zanimivih stvari, da sem kar vztrajala in rasla skupaj s firmo. Če bi pa mogoče vprašali moje šefe, mi smo del, imamo headquarter v Avstriji, bi verjetno rekli, da eno ta zaupanje, ki sem ga verjetno uspela tudi v tem obdobju nekje zgraditi, pa mogoče tudi to, da smo dovolj majhna firma in država, ki ni pod takim fokusom in konkurenco, kot so sicer neke države v Siemensu. Ko je bilo Medeji dolg čas, je dobila zraven še eno državo. Tako, medtem sem na vsakih nekaj let dobila še nek dodaten izziv, poleg teh osnovnih izzivov in tehnološkega razvoja in vsega, kar se dogaja, še res nove organizacije, najprej na Hrvaškem, potem pred 4 leti in pol še Srbijo, tako da ja, dolg čas mi dejansko ni bilo. Pa so kakšne razlike med državami specifične za določeno državo, Slovenijo, Hrvaško, Srbijo? Ja, jaz izhajam še iz obdobja Jugoslavije, čeprav sem diplomirala in potem začela poslovno potem, ko se je Jugoslavija kaj razpadla, ampak ne glede na to, čeprav mislimo, da smo si precej podobni, ko ti začneš delati v državi, drugi na Hrvaškem, v Srbiji, šele občutiš te kulturne razlike, ki med nami obstajajo. In to je, kar bi rekla, tudi zame bilo en tak pozitivni izziv,
tudi eno bogatstvo, da se naučiš marsikaj novega o nekih narodih, ne, ki so ti blizu, pa kljub vsemu so precej drugačni, kot smo Slovenci, ne. In potem se seveda moraš prilagajati, ne, prilagajati tudi svoj stil vodenja, bi rekla, ne, ker se pogovarjamo o vodenju. Mislim, da temu moraš prilagoditi tudi potem način vodenja, čeprav gre za isto firmo, z isto strategijo, strukturo, organizacijsko, seveda te kulturne razlike vplivajo tudi na način dela. Postavili ste tudi projekt Inženirka leta. Kako je prišlo do tega projekta in kaj je, bom rekel, ključni cilj, ki ga želite doseči? V bistvu sem bila na nek način iniciator tega, da v okviru, delovali smo v okviru neke vrste združenja inženirke in inženirji bomo, ki smo ga ustanovile firme iz tehničnega področja. To je bilo še včasih, ko gimnazijci niso želeli na tehnične fakultete, zelo težko smo dobili mlade kadre, ne. In v nekem trenutku se je pojavil ta velike spremembe, digitalizacija tudi na področju industrije, industrija 4.0 koncept, ki ga je Klaus Schwab opisal v eni zanimivi knjigi, ki sem jo takrat brala, in ta je prvič naglasila tudi na nek način te sociološke vidike in pa kako bo ta digitalna revolucija nekje vplivala na ženske, kako na moške, ne? In ker sem se že pred tem ukvarjala tudi s položajem menedžerk v okviru združenja menedžer, sem si rekla, ok, v bistvu tehnološke branže bodo imele veliko ekonomsko moč. V tehnoloških firmah pa je že v osnovi malo, bazen žensk je izjemno mali. In bomo imeli še manj v bistvu voditeljic iz teh področij. Kaj lahko naredimo, da bi v bistvu popularizirali med mladimi dekleti predvsem v bistvu to ljubezen za tehnološkimi branžami, za inženirskimi poklici, za vključevanje v STEM. No, in potem se je rodila v več glavah ta ideja Inženirka leta, ker predvsem je eden najpomembnejših faktorjev so vzornice, ne, so vzori, ne samo ženske, tudi moški, ne vem, učitelji tehničnega pouka, očetje inženirji, ki spodbudijo mlada dekleta, da se odločijo potem za inženirske poklice. Zagotovo je ta projekt zelo lepo vzcvetel, bom rekel. Ste imeli vi kot ženska, ki deluje v tehnološkem podjetju, kdaj izzive s tem, da so vas dojemali drugače kot moške kolege? Mogoče predvsem na začetku, ne, rekli ste prej 18 let, takrat še ni bilo teh programov raznolikosti, ne, v korporacijah. Biti ženska na tem položaju je bila redkost, ne. Je pa res, da sem to priliko verjetno dobila, ker je bila tudi moja šefica v Avstriji ženska, ne, in ko je videla, da je med kandidati ženska, je rekla, dajte jo pogledati malo, kakšna je pa ta, ker jim je bilo zanimivo, ne, da se je pač med kandidati pojavila takrat tudi ženska. In predvsem sem se morala dokazati, ne, pa mogoče, kar sem občutila, je včasih, da so ta moj ženski stil, ne, malo na začetku podcenjevali, ali pa stil, ki je bil malo drugačen od tipičnega moškega. Takrat so, bi rekla, bili tudi vodje, še malo strukture v podjetjih, malo bolj hierarhično postavljene. Jaz pa sem, že takrat so me okarakterizirali kot podpirajočo vodjo, ne. Ampak so kmalu spoznali, da je lahko stil drugačen, učinki so pa zelo podobni, ne. Tako da sem se pač morala dokazati v moškem svetu. Z Urško se poznava že nekaj časa in dobro vem, da je enakopravnost tema, ki ti je pri srcu, Urška. Odkje pa ta strast izvira? Ja, zdaj, če v kontekstu širše enakopravnosti govorimo, jaz sem 17 let svojega prostega časa in življenja tako rekoč posvetila dobrodelnim aktivnostim in dobro vem, kaj pomeni in sistemska neenakost in kaj pomeni biti v družbi neenakopraven, tako rekoč. In mene to
kar osebno trigne, bom rekla. Še posebej, če se vrnem zdaj mogoče na enakost med spoloma, ne. Pomembno je razumeti, da nobene pravice niso padle z neba, da smo se jih mogli kar precej, težko so bile priborljive, ne, in zelo hitro lahko tudi jih izgubimo. In v tem kontekstu recimo je feminizem verjetno zelo napačno razumljen koncept, a ne. Jaz mislim, da je okoli teh tem zelo veliko nezavedanja, zelo veliko pomanjkanja informacij, pomanjkanja izobraževanja, in jaz sem zelo žalostna, kot tudi med ženskami začutim to ignoranco ali pa arogantnost ali pa nek zamah z roko, kaj pa je nam slabo tle, ne, zaradi tega, ker v Sloveniji mogoče živimo v enem takem mehurčku. Ampak zelo pomembno je razumeti, da je treba, pa ne samo pravice žensk, mogoče tudi širše nekih deprivilegiranih skupin. Mogoče en zelo lep primer, ki ga imam iz prakse, pomagala sem urediti življenjepis eni ženski, ki se je poročila z muslimanom in prevzela njegovo vero. In na sliki je imela pokrivalo. In ona v Sloveniji ni mogla dobiti službe. In sta se z možem izselila v tujino in govorim o tehničnem kadru, v projektni vodji, v tehnični industriji. In to je zelo žalostno. In se mi zdi, da je naša odgovornost, da smo do tega manj ignorantski, no. No, seveda upam, da je takih primerov čim manj. Hvala vam za enkrat, se vidimo takoj po oglasih. Dobrodošli nazaj v oddaji I Am Young, Mladost brez meja. V moji družbi sta Urška Kajtner in Medea Lončar. Debato smo zaključili pri enakopravnosti spolov, pa mogoče moje vprašanje kar za obe moji gosti, kako bi ocenili stanje enakopravnosti v slovenskem poslovnem prostoru? Mogoče, gospa Medea, začnemo z vami. Sama osebno nisem imela težav, zato ker sem bila ženska, ne. Zato tudi mogoče izhajam iz enega drugega vidika. Predvsem se mi zdi pomemben ta vidik, da raznolikost v bistvu vpliva na boljše delovanje timov, ne, da so timi bolj kreativni, da so s tem bolj inovativni in ne nazadnje, da so podjetja, to raziskave zdaj že pokažejo, ne, da so podjetja, ki imajo raznolike time, tudi vodstva raznolika, bolj profitabilna, ne. In to so tisti, bi rekla, dokazi, zakaj je smiselno imeti te raznolike time. Verjamem pa, da smo v Sloveniji, kot tudi v regiji, ne, imeli to prednost, da smo kljub vsemu to podedovali še iz časov socializma. Naše mame so delale, ne, in pri nas je normalno, da so naše mame delale, medtem ko že mojim kolegicam v Avstriji ali v Nemčiji to ni bilo normalno, ne. Če si v Nemčiji v neki družini, ki je malo bolj premožna, celo se nekje pričakuje od tebe, da boš ostala doma, ker mi si to lahko privoščimo, kar lahko kasneje prinaša ženskam zelo veliko tudi težav, ne. Ampak ravno tu mislim, da so to te nekatere dobre stvari, ki smo jih ohranili iz socializma in ki ne nazadnje verjetno vplivajo tudi na to, da smo uspešnejši, fleksibilnejši, tudi kreativni v državah, tudi Balkana, ne. Ker podobno velja za Hrvaško in Srbijo. Me veseli, da smo tukaj uspešni. Urška, še tvoj pogled na kratko. Ja, jaz mislim, da tudi statistike to kažejo. Mi smo na lestvici indeksa enakosti med spoloma na 12. mestu, to je super rezultat. Celo na 3. mestu oziroma 3% znaša samo naš, se pravi, pay gap, kako se to po slovensko lepo reče. Razlika v plačilu. Tako, a ne, in statistike in zakonodaja nam zelo v prid kažejo, ne, ampak je pa, tako kot je Medea omenila, ne, izobraževanje, zdravstvo, tukaj smo skoraj izenačeni, ne. V političnem, ekonomskem smislu malo manj, jaz recimo zdaj bom rekla, da sem mlada mamica, imam 3-letnika doma, in v resnici
ženska izpade zaradi porodniške v tem ekonomskem smislu za 1 leto iz prostora in se vrača po 1 letu, a ne, to se mi zdi, da ta neenakost se niti ne zgodi ob vstopu v delo na začetku kariere, ampak kasneje. In veliko več neplačanega dela opravimo ženske. Mislim, da je nekih 24 ur na teden. A ne? To ni zanemarljivo. In tu pa imamo še mogoče majčken prostora za uravnoteženje in balansiranje teh razmerij. No? Gospa Lončar, če se vrnemo na vašo karierno pot, pred nekaj dnevi, tedni ste zaključili vaše delo v Siemens Serbia. Predvidevam, da je bila to zelo premišljena tehtna odločitev. Imate mogoče kakšen nasvet za mlade liderje in liderke, kako postopati, ko pride do takšnih odločitev, ki so pomembne za karierno pot posameznika? Ja, to je bila tudi z moje strani precej načrtovana odločitev. Jaz sem, ko sem prevzela Siemens Serbia na prošnjo od takratnega mojega šefa v Avstriji, imeli so kar nekaj težav v Srbiji dobiti neko stabilno vodstvo, ne, in so rekli, frau Lončar, če vi tega ne boste uredili, to ne bo nihče, ne. In sem rekla, ok, pa grem in bom nek kratek čas preanalizirala, pa predlagala, kako naprej. No, tak kratek čas se je, bi rekla, raztegnil 4 leta in pol, ne, in delovati v bistvu v 3 državah, ker jaz sem tam, sem imela funkcijo direktorice in to v vsaki državi, ne, nimam lokalnih direktorjev, so pa zelo močni kolegi na posameznih kot vodje prodaje. Drugače bi težko delala, kljub vsemu je to tudi logistično bil, bi rekla, en tak projekt, ki se je moral zaključiti, ker sem tudi sama videla, da nima smisla. Hkrati pa je tudi mene začelo že utesnjevati ta work-life balance, o čemer ste se prej pogovarjala, tega pri meni ni več bilo, ne, in ko si v teh letih vidiš, da dejansko moraš aktivno v bistvu delati tudi na sebi, ne, je to bila ena taka odločitev. Hkrati pa je zelo pomembno, da začneš graditi tudi neke svoje naslednike pravočasno, ne. Tudi jaz imam še samo nekaj let do zaključka svoje poslovne kariere in se mi je zdelo tako, da postopoma v bistvu gradim svoje naslednike v državah, kjer sem bila odgovorna. Se mi zdi tudi nek del enega odgovornega vodenja, ne. In včasih pač tudi moramo razmisliti, ne, kot vodje o tem, kje so naše omejitve, ne, in potem potegniti neke odločitve tudi glede svojih karier. To je odlična iztočnica za moje naslednje vprašanje. Če se dotaknemo energetske plati liderstva. Kdaj lider ve, da je trenutek oziroma obdobje, ko je treba malo stisniti in oddelati več in dati več? Kdaj pa je čas, ko je treba malo zadihati in mogoče stopiti korak nazaj? Kakšni so te indikatorji? Ja, zelo narobe je, ne, če so ti indikatorji neke bolezni, zgorelosti in tisto, kar se nam zelo hitro lahko zgodi. Ta poklic prinaša s seboj dejansko veliko izzivov, kar se tiče ravno te ocene, do kam lahko grem, ne. Tudi sama sem se že kdaj znašla v teh nekih okoliščinah, ker sem rekla, to je zdaj preveč, ne. Zato je zelo pomembno, da znamo uravnavati, ne takrat, ko pridemo do nekih meja, ampak da uravnavamo svojo energijo v bistvu vedno, ne. Jaz poskušam skozi te vikende, kjer res presekam, pa se ne ukvarjam z poslovnim življenjem, ne. Tudi ne berem poslovnih knjig, berem leposlovje, ne, prav zdi se mi, da mi pomaga, da grem v neke druge svetove, prijatelje imam iz čisto drugih področij, ne, iz poslovnega sveta, in me to na nek način uravnoteži, mi daje neko energijo, ne, moraš delati fizično, imeti dovolj časa za neke fizične aktivnosti. Ko občutiš, da ti tega zmanjka, ne, in ko to traja že nekaj mesecev, je lahko dovolj, da se približaš tistim kritičnim, bi rekla, mejam, ki niso več dobre niti za zdravje. Vi ste se uspešno vrnili po bolezni. Kakšni so bili ključni izzivi, s katerimi ste se soočali ob povratku?
Ja, sama sem imela to malo težjo bolezen, po kateri sem se po 7 mesecih in pol sem se vrnila v delovno okolje. Prvo je, da so mi to omogočili, ne, in so tudi rekli, da me bodo počakali, ne, kar je bilo tudi eno veliko zaupanje strani takrat mojega vodstva v Avstriji. So rekli, ne bomo vas nadomestili z nekom, ampak počakamo, da pridete nazaj, in to je res trajalo pol kar precej mesecev. Kar je pomembno je, da poslušaš sebe. Takrat sem verjetno tudi jaz začela sebe poslušati malo bolj, kot sem se prej, ne, da vidiš to, da ocenjuješ to svoje energetsko stanje, ne, in da rečeš, ok, zdajle pa bom nekaj naredil ali pa ne bom. In kmalu po tistem, kad sem se vrnila, sem dobila ponudbo za eno zanimivo delovno mesto v Münchnu in sem ocenila, da verjetno energetsko še nisem dovolj močna, da bi si privoščila en tak karierni prestop, in sem ostala na svojem delovnem mestu in mislim, da je bila prava odločitev, ne. Je pa pomembno, da to držimo v sebi, no, to pa resnično priporočam vsem mlajšim, ne, da se opazujemo, da vidimo, kje so naše meje, ker jih začutimo, ne, telo nam daje znake, moramo jih pa poslušati. Urška, omenila si, da je bila Medeja celo tvoja prva mentorica. Kaj je ključna stvar, ki se je naučila od Medeje in mogoče iz njene karierne poti? Ja, jaz najbolj cenim v resnici to, da Medeja ima glas in ga zelo modro uporablja in je ne utišajo skozi leta. In to je ena taka integriteta človeka, ki je v tem prostoru, bom rekla, redka, in ne, da to uporablja recimo, oziroma tako jaz dojemam, izključno v svoj prid, a ne, ampak da gre iz tega individualnega v kolektivno dobro. Inženirka leta, a ne, opozarjanje na pomembnost enakopravnosti in enakosti. To so teme, ki so družbeno tako zelo pomembne, da od njih ne moremo, da preprosto ne moreš odtihniti, a ne. In to cenim in cenim, da je odpiralka vrat. Daje priložnost mladim v kontekstu tega, kaj nam prinaša AI, je mogoče to še, če ni to mogoče celo najbolj pomembna, recimo kapaciteta liderjev, ki jih bodo morali imeti v naslednjih nekaj letih. Prišli smo do konca. Najlepša hvala, Urška, in najlepša hvala gospe Medeji. Čudovit pogovor. Mi je bilo v čast in hvala, da ste bili moji gosti. Hvala lepa. Hvala. Mi, dragi gledalci in gledalke, se pa vidimo naslednji teden v naslednji epizodi oddaje I Am Young, Mladost brez meja. Uživajte.